delo na domu je ena bolj fleksibilnih oblik dela in takšna ne bo tudi v tem času. Lepo pozdravljeni v novi pravni posvetovalnici na CNOVOS-u. Danes se bomo pogovarjali o delu na domu. Predlagam, da kar začnemo, da se bomo poskušali držati terminskega plana. Torej, da v tej naslednji eni uri pogledamo vse od A do Ž glede dela na domu. Tale pravna posvetovalnica se bo tudi snemala, tako da če ne želite, da je vaša slika objavljena, vas prosim pač, da imate zakrite ekrane, zaslone. Bo pa tudi objavljena na našem YouTube kanalu, tako da vas že sedaj vabim, da se naročite, in tako spremljate tudi naše delo preko video vsebin. Preden začnemo, bi vas še prosila, če ste vsi, da imate ugasnjene mikrofone, zato da bomo lažje, da ne bo pač kakšnih motečih elementov. Okej. Mi smo vas že prosili, da nam lahko, če vas karkoli zanima, postavite tudi vnaprejšnja vprašanja, tako da upam, da sem se dovolj dobro potrudila in jih vključila v že samo predstavitev. Če se vam bo kakšno vprašanje postavilo vmes, pač lahko zapišete. Bom poskusila slediti tudi pač chatu in pač sprotno odgovarjala na vprašanja. Se pa danes pogovarjamo o delu na domu. O delu na domu danes govorimo o neki novi normalnosti. Delo na domu je atipična oblika, ki pa je čedalje bolj uveljavljena. Če si nekateri od vas, od nas še nismo predstavljali, da bomo delali od doma tako pogosto, da bo pač to neka najbolj normalna opcija izvajanja dela, je to pač postala naša nova normalnost. Sploh, ker večino tega pisarniškega dela, dela pač, ki ga opravljamo lahko kot doma, predstavlja delovno sredstvo računalnik in telefon oziroma sama ta IKT sredstva, ki so čedalje bolj razvita. Informacija Inšpektorata Republike Slovenije za delo je, da je bilo lansko leto inšpektoratu prijavljenih nekaj več kot 2000 primerov dela od doma. Torej, po uradnih podatkih naj bi lanskem letu delalo malo več kot 2000 delavcev od doma. To sicer ni čisto realna številka, ampak pač takšni so podatki. Zdaj pa, da si boste lažje predstavljali to eksponentno širitev, od spomladi, ko se je začela pač epidemija koronavirusa, je in do danes, oziroma do poletnih mesecih, je Inšpektorat za delo zabeležil več kot 10 000 delodajalcev, ki so odredili delo na domu. To pomeni, da ob vsem tem groznem pritoku informacij na inšpektoratu niti več niso mogli spremljati števila po delavcih, ampak so šli v spremljanje števila po delodajalcih, ki so javili, da njihovi delavci delajo od doma. Še nek majhen statistični podatek. Po podatkih Eurostata je v letu 2019 v Evropski uniji od doma običajno delalo dobrih 5% zaposlenih v pač tej aktivni delovni starostni skupini. V Sloveniji je bilo v lanskem letu slabih 7% zaposlenih. Pri tem pa je, ko se je pa pač pojavil COVID v Evropi, pa je kar 37% zaposlenih prešlo na delo od doma. Od tega tudi četrtina tistih, ki se nikoli prej niso srečali z delom na domu. Delo na domu sicer sam po sebi ni nov institut,
Prvič lahko o delu na domu govorimo že v letu 1877, ko je en bankir iz Bostona napeljal telefonsko linijo od banke, svojega delovnega mesta do doma, da bi lahko opravljal delo tudi od doma. Delo od doma je tudi v naši zakonodaji urejeno že kar nekaj časa. Prvič je bilo urejeno leta 1961 z zakonom o delu na domu. Potem pa v vsej zakonodaji z delovnega področja je delo na domu urejeno, tako da imamo tudi v trenutno veljavnem zakonu o delovnem razmerju pač poglavje o delu na domu. Pomembna pa je tudi tale konvencija Mednarodne organizacije dela številka 177, ki je glavni mednarodni akt glede organizacije dela na domu. Ampak ker jo Slovenija ni ratificirala, to pomeni, da se nanjo ne moremo sklicevati. Zakaj je tudi zanimiva, je tudi z tega vidika, ker po tej konvenciji je delavec, ki dela na domu, tisti delavec, ki to dela redno, daljše časovno obdobje. Po tej konvenciji namreč ne štejemo delavca na domu za tistega delavca, ki samo občasno po svoji lastni želji kdaj opravi kakšno delo na domu, torej mogoče kakšno 1 uro na teden ali pa kakšen dan ostane doma, ker pač mu je lažje nekaj narediti doma. Ampak, ker, kot sem že rekla, te konvencije Slovenija ni ratificirala, to za nas pač ne velja in moramo tudi za takšne delavce, ki delajo na domu pač po lastni želji, urediti to delo po zakonodaji, ki si jo bomo pogledali v nadaljevanju. V času v spomladanskih mesecih, ko smo se še bolj srečali s to organizacijo dela na domu, smo ugotovili, da moramo pri delu na domu ločiti 2 zadevi. Predvsem, da gre za delo na domu lahko v okviru pogodbe o zaposlitvi. To pomeni, da gre za neko dogovor med vami in vašim delavcem, da bo delo opravljeno na domu. Torej bomo zato sklenili pogodbo o zaposlitvi. Ker pa obstajajo tudi neke lahko izjemne okoliščine, naravne okoliščine, nesreče, kot smo videli tudi neke epidemije, okoliščine, ki jih ne moremo pač predvideti in ki pa so zelo pomembne, da se jih ognemo, oziroma pač moramo narediti vse, kar je možno, da zavarujemo naše premoženje in zdravje, pa zakonodaja omogoča tudi, da delo na domu odredimo enostransko. To omogoča 169. člen Zakona o delovnih razmerjih, ki pravi, da v naravnih ali drugih nesrečah, če se tako nesrečo tudi pričakuje, ali v nekih drugih izjemnih okoliščinah, ko je ogroženo življenje in zdravje ljudi ali pa premoženje delodajalca, torej vrsto ali kraj opravljenega dela, ki je določen s pogodbo, lahko spremenimo brez soglasja delavca. Torej ga enostransko odredimo, ali dela na drugem kraju, torej ali doma ali v drugih prostorih, lahko mu pa celo odredimo drugo vrsto dela. Ampak danes se bomo pogovarjali o tem, kako enostransko odredimo opravljanje dela na drugem kraju. Pri tem je pomembno, da je to možno odrediti samo za čas, dokler trajajo take okoliščine. To pomeni, da potem, ko ne bo več te korona krize in pač, ko bomo pa želeli in bomo ugotovili, da je delo na domu pa tista oblika dela, ki nam kot delodajalcu in delavcu pač prija in prinaša učinke na delo, pač bomo mogli potem delo na domu pač urediti s pogodbo o zaposlitvi. Ampak dokler trajajo te izjemne okoliščine, pa velja, da lahko delo na domu enostransko odredimo. Za izjemne okoliščine ne gre samo takrat za čas, ko je pač uradno razglašena epidemija, v Sloveniji je bila ponovno razglašena od 19. oktobra dalje, ampak gre za vse neke izjemne okoliščine, ko je ogroženo življenje in zdravje.
Tako da je tudi pač ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve je izdalo pač mnenje, da gre za te izjemne okoliščine tudi za čas, ko ni razglašena epidemija, torej tudi pred 19.10. in tudi po tem, ko epidemija ne bo več razglašena, tako kot je bilo pač v spomladnih mesecih, ampak bojo vseeno še te izjemne okoliščine pač boja strahu pred oziroma pač, ko se bomo želeli pač ogniti bolezni covida, bomo lahko odredili delo na domu tudi enostransko. Delo na domu na našem e-pravniku, če dovolite, bomo šli kar pogledat, smo vam pripravili pač našo aplikacijo, si lahko to odredbo pripravite tudi sami. Odredba o delu na domu, damo začni in vpišemo naše podatke. Prek odgovorov na teh vprašanj bomo si lahko izdelali odredbo, ki bo izgledala nekako takole. Torej bomo notri opredelili vse tiste bistvene sestavine oziroma okoliščine, na katere moramo kot delodajalec paziti in ki si jih bomo pogledali tudi v nadaljevanju. V nadaljevanju boste videli, da se bom mogoče malce bolj osredotočila na to, kaj mora biti zapisano v pogodbi o zaposlitvi oziroma v pravilnikih. Ampak vse to, kar bom povedala, velja za čas, ko so neke izjemne okoliščine, ko se poslužujemo tega ukrepa enostranske ureditve dela, tudi pač potrebno urediti. To potem lahko uredimo preko takšnega sklepa oziroma odredbe. Da pa se najprej mogoče ustavimo pri tem, kaj se sploh šteje za delo od doma. Povedala sem vam že, da je prav samo delo od doma pri nas v slovenski zakonodaji opredeljeno v Zakonu o delovnih razmerjih. Opredeljeno je od 68. do 72. člena, pa dodatno še v 2 dodatnih členih, 169. smo si že pogledali, pa mislim, da je še 157. člen, ki govori o tem odstopu ureditve. Torej, v 68. členu, kjer se prvič srečamo s tem pojmom delo na domu, je opredeljeno, da je delo na domu tisto, ki ga delavec opravlja na svojem domu ali v prostorih po svojih izbiri, ki so izven delovnih prostorov delodajalca. Tako lahko pri tem vidimo, da ne smemo gledati, kaj se šteje za delo na domu samo po nazivu te besedne zveze, ampak moramo gledati širše, torej v smislu kjerkoli, ko se delo opravlja izven nekih uradnih delovnih prostorov delodajalca. Pa naj bo to v kampu ali pa pač res v naši domači kuhinji, v našem domačem stanovanju. Drugo, 2 definiciji tega, kaj se šteje za delo na domu, pozna v slovenski zakonodaji, pa je tudi, da gre za delo na domu takrat, ko govorimo za delo na daljavo, ki ga delavec opravlja z uporabo informacijske tehnologije. To pa nam daje tudi pač misliti na to, da delo na domu ni samo neko pisarniško delo, ki ga opravljamo preko računalnika, telefona, ampak gre za delo na domu tudi na primer za kakšno opravljanje ročnih del. Torej tisto klasično delo na domu, ki se je največkrat pač uporabljal oziroma se je delalo na domu pred pojavom IKT-ja, sedaj pa zagotovo trend dela na domu pač na področju računalništva, storitev, teh intelektualnih storitev, pisarn, pisarniških del in podobno. Delavec na domu lahko opravlja le tisto delo, ki sodi v dejavnost delodajalca in ki je potrebno za opravljanje dejavnosti delodajalca. To pomeni, da ne moremo odrediti delo na domu, če odrejamo samo spremembo kraja, da delavec dela nekaj drugega, kot je določeno v njegovi pogodbi o zaposlitvi. Prav tako velja, da delavec delo na domu opravlja celotno trajanje ali pa le del njegovega delovnega časa, vse to se lahko dogovorimo.
Pomembno določilo pa je, da mora delavec pred začetkom dela delavca o tem nameravanem organiziranju dela na domu obvestiti inšpektorat za delo. Sodelavka me je ravnokar obvestila, da je prišel sedaj čas za naš posnetek zaslona, za potrdilo o udeležbi. Tako da vas sedaj samo za trenutek prosim, da pa, če želite, če ne želite, pač ne rabite, prižgete svoje videe, da se pač vas lahko vidi in bomo naredili par posnetkov zaslona za potrdilo o udeležbi. Izvoli, Tjaša, en nasmeh. Ok, hvala. Ok, super, hvala. Tako. Gremo naprej. Pomembno pri tem je tudi, to je tudi določitev, da delavec, ki opravlja delo na svojem domu ali v prostorih pač po svoji izbiri, ima čisto enake pravice kot tisti delavec, ki dela v delovnih prostorih delodajalca. To pomeni, da ni čisto nič drugače, če ste delavca napotili na delo od doma, še vedno mu morate zagotavljati vse njegove pravice, on mora spoštovati vse njegove dolžnosti. V tem pogledu ni čisto nič drugače, če delavec dela pač v nekih prostorih, vaših uradnih prostorih ali pa na svojem domu. Pomembna določitev je tudi, da se pravice, obveznosti in pogoji, ki so pač odvisni od same narave dela, uredijo v pogodbi zaposlitvi. Iz tega izhaja, tudi, da pač mora biti v pogodbi o zaposlitvi določen kraj, mora biti tudi določeno tole nadomestilo, zaradi tega, ker delavec ima pravico do nadomestila za uporabe svojih sredstev. To višino pa moramo določiti v pogodbi o zaposlitvi. Kaj točno ta višina predstavlja, kako se jo izračunamo in kaj dejansko pomeni za delavca, si bomo malce kasneje pogledali bolj podrobno. Ne smete pa na delavca pozabiti, tiste delavce, ki delajo doma, ne smete pozabiti tudi iz tega stališča. Na primer, je en tak zanimiv primer, če boste sprejemali kakšen interni akt. In ponavadi se to pač predebatira v pisarni, se ga pač objavi na kakšni oglasni deski, kar se ga pač tudi po zakonu mora. Pri tem pač, na primer, če imate polovico delavcev, da kolobarijo, da je polovica delavcev dela v domu, da je polovica pa v pisarni, morate poskrbeti, da bodo tudi oni lahko sodelovali pri pripravi akta, da so seznanjeni z njim. Prav tako pa velja, da je delodajalec dolžen zagotavljati varne pogoje dela na domu. Tudi z tega vidika, z vidika varnosti in zdravja pri delu, ni nič drugače. Vaša obveznost in dolžnost je zagotavljati varne pogoje delavca, ki dela na domu. Morda je iz vidika varovanja zdravja delavcev, ko delavec dela na domu, mogoče ta obveznost za delodajalca v nekem smislu mogoče večja oziroma pomembnejša, ker konec koncev nimate toliko nadzora nad sami temi varnimi delovnimi pogoji vsakodnevno. In določitev, ki je pa tudi pomembna, in pač bomo tudi iz tega stališča, ta določitev tudi pomeni, zakaj je zelo pomembno, da pač inšpektorja obvestimo o delu na domu, predno se začne izvajati to delo, je namreč v tem, da zakon pooblašča oziroma daje inšpektorju to dolžnost, da lahko prepove organiziranje ali opravljanje dela na domu, če je delo na domu škodljivo oziroma če obstaja nevarnost, da postane škodljivo za delavce, ki delajo na domu. V tem primeru, ali pa na primer, če bi kakšen drug zakon določil, da se določena dela ne morejo in ne smejo opravljati na domu, bi pač inšpektor takšno delo na domu prepovedal. Rada bi še pač poudarila to, da je zagotavljanje varnega pogoja dela. V nadaljevanju si bomo tudi malo podrobneje to pogledali in tudi z tega vidika, da vi kot delodajalec preverite, v kakšnem delovnem okolju bo delavec delal, da je to dejansko predpostavka, da lahko pravilno uredimo in zagotovimo delo na domu. Zato
če tudi v teh izrednih razmerah so neke olajševalne okoliščine, a ne, ko pač teh varnih pogojev oziroma te preverbe ne moremo narediti tako natančno, kot bi lahko v normalnih pogojih, pa vseeno tega vidika tudi v primeru enostranskega odredbe ne smemo pač zamižati na to oziroma pač kar preslišati. S tem se moramo ukvarjati. Pomembna določba za delo na domu pa je tudi tale 157. člen, ki pravi, a ne, da se v primeru, ko delavec dela na domu in si lahko razporeja svoj delovni čas samostojno oziroma obenem pa mu je zagotovljena tudi varnost in zdravje pri delu, da si lahko delovni čas, nočno delo, odmor ali počitek odmeri drugače, kot smo navajeni. Torej, se lahko dogovori, a ne, da bo delavec, mi pač mu določimo, da bo delavec delal 8 ur na dan, sam pa si bo določil, kdaj jih bo oddelal. Če sem prav videla, čakajte, imamo mogoče kakšno vprašanje. Kako delavec zagotovi varno delo na domu, varne pogoje dela in kako v praksi naredimo preverbo. Če dovolite, si bomo tole pogledali takoj po naslednjem slajdu, pa če vam ne bom na vse na to odgovorila, se bom še enkrat potem kasneje vrnila na vaše vprašanje. Tako, torej, to je tudi zanimiva odločba, se pravi nek odstop od teh določb, ki veljajo za delo v uradnih prostorih delodajalca. V primeru, v vprašanju, ki smo ga dobili v okviru vaših prijav, je bilo tudi vprašanje glede javnih del in opravljanja dela na domu. Še spomladi, a ne, je veljalo, da udeleženci javnih del niso smeli opravljati dela na domu. Prav tako je bilo v javnem povabilu za izbor programov javnih del v letu 2020 izrecna določba oziroma izrecna prepoved, da se javna dela ne morejo opravljati doma. Ampak ravno včeraj smo pridobili odgovor Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve, da pa zaradi ponovne razglasitve epidemije je pa Ministrstvo Zavodu Republike za zaposlovanje že podalo mnenje, da je za čas izrednih razmer dovoljeno opravljanje dela na domu, vkolikor boste lahko zagotovili ustrezno mentorstvo. Ministrstvo pač stoji na nekem na stališču, da so ciljna skupina programa pač tistih udeležencev javnih del je zelo pač ranljiva, da potrebujejo specifična znanja, da potrebujejo neko stalno delovno okolje in tudi pač mentorstvo, ne pač pogosto mentorstvo, pač da imajo vedno na voljo osebe, ki so zaposlene. Zato je pač zelo pomembno, a ne, da tudi, če bi pač zdaj tak delavec delal od doma, da pač mu je potrebno urediti oziroma zagotoviti to mentorstvo. Kako bo to v praksi potekalo, še ne vem, ker na Zavodu za zaposlovanje še nisem zasledila obvestila, da je to možno. Vam pa svetujem, da v tem primeru, če imate udeležence javnih del in bi jih zdaj radi v tem času pač jim odredili delo na domu, da se povežete z pač skrbnico vaše pogodbe in v spomladi, a ne, se je na začetku to dogovarjalo tako, da ste pač naredili preprosto aneks. Kakšen bo postopek pa sedaj, pa zaenkrat še ne vem. Ampak pomembno pa je, da je ministrstvo spremenilo stališče in da po novem je dovoljeno opravljanje dela na domu tudi za udeležence javnih del. Sedaj pa si poglejmo zagotavljanje varnih pogojev dela. Kot sem že rekla, to je tista predpostavka, s katero se moramo potem, ko začnemo ugotavljati, ali bi naše delo opravljali na domu, tudi soočiti. O varnih pogojih dela največ pove Zakon o varnosti in zdravja pri delu, ki dejansko določa, da morate delavcu zagotavljati varne in zdrave delovne razmere, ne glede na kraj opravljena dela. In ko zaposlujemo v normalnih časih, za delo v naših prostorih,
je pač normalno, da izvedemo naslednje ukrepe z področja zdravja dela, se pravi, ne, pripravimo neko izjavo tveganja, usposobimo delavca za delovno mesto. Ko pa želimo urediti varno delo na delu, pač na domu delavca oziroma pač v izven delovnih prostorih, pa je prav tako potrebno narediti ogled delovnega mesta doma, izdelati oceno tveganja in usposobiti delavca za varno delo. To so pač ukrepi, ki se jih moramo poslužiti. Je pa res, da način ocenitve tveganja ni predpisan in je v pristojnosti delodajalca. Tudi mislim, da v spomladanskih ali pa pač v poletnih mesecih je ministrstvo enkrat izdalo neko mnenje, da bo delodajalec tisti, ki se bo odločil, kako bo začel preverjati delovno mesto in na kakšen način se bo lotil pač neke nove izdelave ocene tveganja. Rekli smo že, vi imate dolžnost, da preverite delovno okolje. Mimo tega pač ne morete. Kako se boste tega lotili, pa je sedaj več možnosti. Tista najbolj znana je, da pač pošljete varnostnega inženirja oziroma pač vašo pooblaščeno osebo s področja zagotavljanja varnosti pri delu, da bi na primer pri delavcu doma to preveril sam. To je bila kar dosti ustaljena praksa, in mislim, da je nekdo, gospa Monika je tudi pač napisala, da vam je izvajalec varstva pri delu rekel, da bi on moral iti na dom k vsakemu posebej in preveriti delovne pogoje. To je res, to je dejansko do pojava, resno, do pač tega, ko smo se zdaj vsi pač soočili s to ureditvijo in s tem novim načinom dela, res veljalo. Ampak, kot sem že rekla, ministrstvo je izdalo pač neko mnenje, da se lahko za to pač preverbo delovnega okolja lahko poslužite tudi tega, da si vi sami ogledate mesto pač dela oziroma si to mesto ogledate preko fotografij, ki vam jih posname delavec, ali pa preverite primerno in varno delovno okolje preko vprašalnika, ki ga naredite na podlagi pravilnika o varnosti in zdravju pri delu s slikovnim zaslonom. Ta vprašalnik na tej podlagi bo primeren za tista pisarniška dela, za pisarniška dela, za dela, ki se v največji meri uporablja kot delovno sredstvo računalnik. Glede ogleda delovnega mesta na krajem samu, a greste vi, ali pa če bi poslali varnostnega inženirja, je lahko težava v tem, da pač, če tudi se delavec strinja, da bo delal na domu oziroma pač mu odredite delo na domu, v stanovanje delavca brez njegovega dovoljenja ne more stopiti nihče. Tudi inšpektor za delo ne more opraviti ogleda delovnega mesta pač na domu, če mu delavec ne bi dovolil vstopa. Govorili smo že, oziroma včasih smo tudi svetovali, dogovorite se z delavcem v pogodbi, da vam bo že vnaprej, da vam bo pač dovolil za preverjanje delovnih razmer in pač zagotavljanja varnosti pri delu, da boste lahko, ne vem, enkrat po dogovoru prišli pogledat na dom. Tudi, če imate to pogodbo o zaposlitvi, pa vam potem na vratih delavec reče, da vam ne dovoli vstopa, je to v redu, pač to je njegova pravica, gre pač pravica do zasebnosti in ker se dela v stanovanju, je pač ni vstopa. Tudi inšpektor, kot sem že omenila, sam ne more priti v stanovanje, pač lahko bi prišel preverjati na podlagi sodne odločbe, ki se pa tudi pač ne dobi kar tako, Na začetku se je pač pri nekaterih tudi pojavljalo to, da so tele varne pogoje dela preverjali z izjavo delavca. Torej, delavec vam je napisal izjavo, da dela v varnih pogojih dela. To ni v redu. Vi ste tisti, ki morate preveriti, kakšni so pogoji dela, in zato pač to ne morete prevaliti na delavca, tako da ta izjava ni v redu.
V redu pa je, če vam odgovori na podlagi tistega vprašalnika, torej, da vam pač odgovori. Lahko si pač pogledamo. Vprašalnik lahko naredite na podlagi tele priloge, pravilnika, kjer torej pač sprašujete delavca, ali je oddaljena zaslona od vaših oči več kot 500 milimetrov, ali uporabljate zaslon, ki ima osveževalno frekvenco najmanj 70 hercev. Kakšno tipkovnico uporablja, če uporablja primerno, tudi delovno mizo, delovna površina, torej površina mize, mora biti najmanj 800 krat 1200 milimetrov. Tudi kakšen je delovni stol in podobno. Pomembno pri tem je, da če vam delavec na eno od teh vprašanj odgovori z ne, če ne pokljuka vseh, če ni povsod da, to pomeni, da dela ne more opravljati, ker ne gre za varno delovno okolje in pač morate zdaj skupaj pogledati, ali lahko kaj spremenita, pač da uredita, da bo, katere ukrepe boste naredili, da bo pač varno delo, ali pa pač mora opravljati delo naprej še v pisarni. Ne glede na to, se pa priporoča, da tudi če imate pač vprašalnik ali pa pač si ogledate delovno mesto preko fotografij, da potem skupaj z varnostnim inženirjem oziroma to pooblaščeno osebo preverita, ali je res okej pač takšno delovno okolje ali ne. Tudi pač pomembno je, da pripravite dodatek k izjavi o varnosti z oceno tveganja. Tega res ne boste mogli pripraviti predno ste v nekih izjemnih okoliščinah odredili delo od doma, ampak sedaj, ko pa to že nekaj časa traja, ko smo pač vedeli, s čim smo soočeni, pa je pač ta dodatek k izjavi o varnosti z oceno tveganja, kjer se pač opredelijo tudi ukrepi za delo od doma, pač potrebno pripraviti. Bilo je vprašanje še glede merjenja vseh teh možnih meritev, ko se pač tudi v okviru zagotavljanja varnih pogojev upravlja. Naletela sem na neko mnenje inšpektorata, mislim, to pač glavni inšpektor je pač povedal, da ni toliko pomembno, da pri tem zagotavljanju varnih pogojev, da se zdaj osredotočamo na neke merjenje primerne, temperature, pač prostora, svetilnosti ali električna napetost v redu, sploh če gre za opravljanje dela v nekih urejenih stanovanjskih hišah, stanovanjih, ker tam ne bi to že bilo, in je v tem primeru se bolj osredotočiti na to, ali delavec ima primerna sredstva za delo, ta njegov psihofizično breme, ki mu ob tem nastaja, kakor pa pač, da se ukvarjamo, a je bila res umiritev upravljena ali pač ne. Čakajte, še kakšno vprašanje? Za svetlobo sem vam pač že odgovorila. Dejansko pač se svetloba lahko tudi vidi preko fotografije, pač poznam nekaj primerov delodajalcev, ki so tudi preko fotografije ugotovili, da na primer neka polička, ki je bila nad računalnikom, svetlobo onemogoča in podobno. Tako da pač gre, pravilnik povezavo na pravilnik, prosim. Vam bomo dali povezavo na pravilnik ali na naši spletni strani, kjer pač objavljamo članke o delu na domu, oziroma upam, da se bom spomnila, saj zdaj je posneto, tako da se bom, vam bomo povezavo poslali pač po končanju tele posvetovalnice na vaše maile, ki ste jih prejeli in boste pač lahko si prejeli to povezavo. Okej, gremo naprej. Rekla sem že, da to v izjemnih okoliščinah ne zadostujejo ukrepi, ki so opredeljeni v oceni tveganja delovnih mest. Tukaj bi vas na to rada samo opozorila iz tega vidika, da pač ne glede na to, ali delate od doma ali pa za delo v pisarni, pač se mi zdi mogoče pomembno, da se tudi tega dotaknemo. Zakon o varstvu in varovanju zdravja na delovnem mestu
določa, da morate vi vašo oceno tveganja vsakokrat popraviti, ko obstoječi preventivni ukrepi varovanja niso zadostni oziroma niso več primerni. S pojavom covida oziroma koronavirusne bolezni je do tega prišlo. Tako vsi smo sprejeli neka določitva, da je potrebno nositi maske, da je potrebno to držati distanco, da je potrebno si umivati roke. Ampak tudi iz ocene tveganja lahko potem izhaja, da je ukrep za to, da se varuje zdravje, na primer odreditev dela od doma. Zato je pač zelo pomembno, da na splošno pri zagotavljanju varnih pogojev, da pač imamo pač to izjavo ocena tveganja, pač, da jo nimamo pač nekje zapršeno v predalu, ampak jo obnavljamo, pač imamo neko revizijo in na podlagi tudi te izjave lahko marsikateri ukrep sprejmemo. Imamo še eno vprašanje. Ali je potrebna ocena tveganja za vsa delovna mesta, če so pisarniška podobna skupaj? Jaz menim, da je potrebna ocena tveganja za podobna delovna mesta skupaj. Se pravi, oceno tveganja za opravljanje pisarniškega dela na domu. Enako velja za, tudi vi imate verjetno različna delovnega mesta, pa jih imate mogoče potem ocenjena kot eno delovno mesto, ki so res splošna in pač enaka, podobna. Naslednje vprašanje. Enkrat, ko opravimo oceno pogojev dela, ta dokument shranimo v lastni dokumentaciji. Ne. Izjave ocene tveganja ne pošiljamo nikamor, to je za vašo lastno dokumentacijo, jo pa predložite inšpektorju v primeru nadzora oziroma njegovega preverjanja, kako imate urejene vse ukrepe za varovanje zdravja. Ali lahko to dopolnitev opravite sami? Ne, načeloma ne morete, zaradi tega, ker že pač po zakonu velja, da pač mora to oceno tveganja pripraviti varnostni inženir. Lahko bi to dopolnitev pripravili sami, če bi imeli v sklopu pač vaše organizacije pooblaščeno osebo s področja varnosti in zdravja pri delu. To je možno, tako osebo, mislim, da so razpisani tečaji za pridobitev tega pooblastila oziroma izobrazbe, 8-urni tečaje z nekim strokovnim izpitom. In potem, na primer, ste vi tisti sami, ki pač skrbite, ne rabite zunanjih izvajalcev več za to pač najemati. Tako. Pa gremo naprej. Glede teh izjemnih okoliščin, smo že na začetku povedali, verjetno vam vseh ukrepov ne bo uspelo izvesti v predvidenem času, se pravi prej, zato je Ministrstvo za delo, pač pristojno ministrstvo, že pač izdalo tudi neko mnenje, da gre v primerih dela na domu za praviloma manj tveganja in zdravja neškodljiva dela, zato ni pričakovati, da bi zaradi opustitve predpisanih ukrepov v kratkem času, dokler traja neki ukrep enostranske odreditve dela na domu, prišlo do škodljivih posledic za zdravje delavca. To velja, na primer, če to zdaj prvič počnete. Če pa ste že v spomladi odredili delo, pa dejansko so še vmes delali na domu, pa zdaj še vedno delajo na domu, pa nimate več nekih izgovorov, zakaj ne poskrbite, ampak se pač morate tega lotiti. Če pa gre za izredni dogodek in na hitrico ste poslali delavca delati od doma, pa je pač pomembno, da mu pač podate vsaj ustrezna navodila za varno in zdravo delo. To pomeni, kako naj si uredi stol, kako naj si uredi delovno mizo, kakšna naj bo temperatura, da naj ima počitke, ta pravica do odmika od delovnega, pač iz psihofizične kondicije delavca je to pomembno. Tudi za to morate poskrbeti. Objavljena so bila tudi navodila za varno in zdravo delo, ki se jih lahko poslužite pri tem, kot neko za usposabljanje delavcev na domu. Imamo jih tudi mi na naši spletni strani. Drugače so pač povzeta po navodilih ministrstva. Evo.
Ne, in je tako, kot sem pač govorila, kakšna naj bo temperatura prostora, vlažnost, kako naj bo monitor postavljen, da je priporočen odmor pri delu z računalnikom, pač raztegovanje, menjavanje položaja telesa, kakšne naj bo tipkovnica in miška, stol in miza, ne, in potem pa tudi ta stres in duševne obremenitve, ki je to velik potencial za tveganje pri nekem izoliranem delu od doma. Ne, in pač potrebno je poskrbeti, da obseg in sama intenzivnost dela nista preveliki. Pač vi ste tisti, ki morate narediti vse, kar je v vaši moči, da pač zagotovite varnost in zdravje dela pri delu na domu in tudi z tega vidika, ne, razmislite, pač imejte v mislih, da naj delavci delajo na domu le tisti obseg dela, ki ga res zmorejo. Zato je mogoče, pač ko imamo delavce, ki delajo na domu, še toliko bolj pomembno, ne, da smo z njimi povezani, ne vem, vsakotedenskimi kolegi, smo jim na voljo, pač jih vprašamo tudi, kako so, oziroma pač na nek tak način, neformalen način sledimo njihovem pač počutju. Okej. Imamo še eno vprašanje mogoče. Vprašanje je, no, če pomeni, da ukrepi povezani z zajezitvijo koronavirusa morajo biti v oceni tveganja, oziroma da ko smo kot organizacija sprejeli ukrepe, moramo to umestiti v obliko revizije. Ja, načeloma to pomeni. Bilo je že večkrat, tudi pač mislim, da je tudi, pač, da so ministrstva pozivala, ne, da se pač obrnete na vaše izvajalce oziroma pripravljalce ocene tveganja, ki vam bojo pač pomagali, da pač pripravite ukrepe, ki so pomembni in potrebni za zagotavljanje varnosti pri delu v vašem pač delovnem okolju. Tako da načeloma, ne, tako kot sem že rekla, oceno tveganja je treba spremeniti, ko se pač ena izjemna situacija pojavi, koronavirus zagotovo je vplival na naše zdravje in varnost pri delu, zaradi tega tudi pač delamo od doma in to bi bilo potrebno pač umestiti, narediti revizijo izjave varnosti pri delu. Okej. Mogoče boste videli, no, jaz sem si tole današnje predstavitev, sem si jo zamislila v teh korakih, a ne, da gledamo tudi po tako čisto po logičnem zaporedju. Se pravi, najprej smo se odločili, da bomo delavca poslali na delo na domu, kakšni so koraki, ki jim moramo slediti. Se pravi, zdaj smo najprej preverili in zagotovili varnost pri delu doma, a ne, če sploh lahko varno dela po domu. Zdaj je pa čas, a ne, da sklenemo pač pogodbo o zaposlitvi. Oziroma se bomo najprej vprašali, ali je potrebno skleniti res pogodbo o zaposlitvi, ali je dovolj samo aneks. Pogodba o zaposlitvi, a ne, zaradi izvajanja dela na domu pomeni, da se bo spremenil kraj opravljanja dela. Po naši zakonodaji velja, da če se spremeni kraj opravljanja dela, da se ta sprememba ne sme in ne more opraviti z aneksom, ampak da je pač potrebno skleniti novo pogodbo o zaposlitvi. Iz tega pač velja, a ne, da, ker je kraj opravljanja dela pač itak obvezna sestavina pogodbe o zaposlitvi, da je potrebno sprejeti novo pogodbo o zaposlitvi. Tukaj je mogoče zanimiva situacija to, da ni pa predpisane sankcije, kaj se zgodi, oziroma ni določeno, da je to nek prekršek, če ste to določili v aneksu k pogodbi o zaposlitvi, ne. Saj dejansko gre pri obeh zadevah, gre za neko spremembo, gre samo za neko tehnično zadevo, a ne, spremembo pač pogodbe o zaposlitvi. Ampak pač zakon govori o tem, da je treba pač pogodbo, če se spreminja kraj zaposlitve, pač to opredeliti z aneksom. Mislim, da sem videla, čakajte, sem pa nekaj naredila. Okej, smo nazaj. Eno vprašanje je še. Tole bi vas pa prosila, kaj pa je bilo to vprašanje je bilo tudi samo v primeru začasne odredbe.
Ste mislili pač, že treba oceniti tveganje v primeru začasne odredbe, pač delovnega mesta? To smo že rekli, da če gre za primer začasne odredbe, ko pač smo na hitrco v nekih izjemnih okoliščinah, pač je ministrstvo sprejelo pač neko mnenje, da ni potrebno izvesti vseh ukrepov, ampak je pač treba zagotoviti tiste najnujnejše pač ukrepe za varnost in zdravje v primeru. Ne. Okej, to ja. V primeru samo začasne odredbe dela na domu sprememba pogodbe, ne. V primeru, ko boste, takole je. Če boste delavca v normalnih pogojih, se pravi, ko ne bo nobenih izjemnih okoliščin, ko ne bo nobene epidemije, želeli se z njim dogovoriti, da bo občasno delal na domu, torej, ne vem, enkrat na teden ali pa dvakrat na teden ali pa samo v ponedeljkih, je potrebno, in tega še nima dogovorjenega v pogodbi o zaposlitvi, se pravi kraja dela, da dela v domu, je potrebno sprejeti novo pogodbo o zaposlitvi. Pač takšen je zakon, da pač je potrebna nova pogodba o zaposlitvi, sem vam pač že povedala, da pač tudi nekateri, če ste to uredili z aneksom, da to pač ni prekršek, pač ni nobene sankcije, pač zakon pa določa, da je pač potrebna nova pogodba o zaposlitvi. Upam, da sem vam odgovorila. Okej. Torej, kraj opravljanja dela je obvezna sestavina pogodbe. Kako bomo zdaj zapisali to kraj opravljanja dela, je spet sproščeno v vaši lastni presoji, Lahko ste zelo strogi, zelo ozki, lahko ste pa zelo široki. Pri teh spremembah pogodbe o zaposlitvih gre pri nas, se mi zdi, večinoma v primeru nekih dopolnitev kraja, se pravi, da napišemo v prostorih delodajalca oziroma, ne vem, tam pa tam in na domu delavca oziroma in lahko napišemo ali v drugih prostorih izven delovnih prostorih delodajalca. Lahko napišemo ali na naslovu stalnega prebivališča delavca ali pa na naslovu delavca, iz katerega prihaja v službo. Pač to so vse ti naslovi, zato da pač vemo, kateri so ti naslovi, ker nam jih pač mora pač poročati, Jaz vam ne bi priporočala, da pišete točno ulico na tem pa tem naslovu, zaradi tega, ker to pomeni, da če bi delavec preselil, bi pač mogli spremeniti pogodbo o zaposlitvi oziroma pač on je imel takrat dovoljenje oziroma dogovor, da bo opravljal delo samo na tej pa tej ulici. Pač možnost je tudi, da opredelite, ne vem, v stanovanju delavca pač na njegovem stalnem naslovu oziroma tudi lahko bolj ozko, tako da pač to je vse pač vam prepuščeno. Pogodba o zaposlitvi za opravljanje dela na domu je pogodba o zaposlitvi za nedoločen čas. Opravljanje dela na domu namreč ni izjema, za katero bi lahko sklenili pogodbo o zaposlitvi za določen čas. Lahko pa se sklene za polnim ali krajšim delovnim časom ali za kot neko začasno občasna dela na domu, kot smo že pač videli, Lahko se sklene tudi v primeru polnega delovnega časa pri več delodajalcih ali pa tudi kot dopolnilno delo. Še enkrat pa pač je opozorilo, da lahko delavec opravlja le tisto delo, ki sodi v vašo dejavnost oziroma je potrebno za izvajanje te dejavnosti. V pogodbi o zaposlitvi je potrebno dogovoriti ta obseg dela. Torej, koliko časa bo delal, ali bo delal celoten čas, del trajanja delovnega časa, ali bomo določili, da bo delal 2 dni na teden, ki si jih bo sam izbral, ali bomo določili, da bo delal 3 dni na teden, pri tem pa bo moral pridobiti naše soglasje. Pač to je vse v teh možnosti dogovora med vami, nami in delavci. Imejmo pa v mislih, da je zelo, svetovala bi vam, da pač ko to urejate, da je urejen tudi način poziva delavca nazaj na delo, na vaš sedež oziroma v vaše poslovne prostore. Meni se zdi, da je zelo pomembno, da vseeno poskušamo neke osebne stike še vedno negovati. To je tudi pomembnost tega navezanosti oziroma navezovanja na samo organizacijo, na samo delo, na same sodelavce. Tudi mogoče lažje zaradi prenosa gradiv, prenosa znanja.
tudi izobraževanja, ne, in če pač določamo, kako, kdaj pa naj pač on pride nazaj na sedež organizacije, pač imamo neko varovalko, ko mu lahko rečemo, ne, danes boš pa delal v pač pisarni, ne, čeprav ima on možnost, da dela tudi od doma. Pomembno, pa na kar bi vas rada še opozorila, je pa to, da ne pozabimo, da če tudi delavec dela na domu, ima vseeno pravico do nekaterih povračil stroškov. Velja pravilo, da ima delavec pravico do povračila tistih stroškov, ki so mu nastali. Torej, tudi če dela od doma, ima pravico do povračila stroškov za prehrano. Povračilo poti, v službo in nazaj, pač prevoza na delo in iz dela pač bo tukaj odpadlo, ker ga ne bo, pač ker ga ni, ne bo nastalo. Je pa, na primer, lahko pa gre se na kakšno službeno pot in potem ima pravico do povračila potnih stroškov za to. Tako da to še vedno ostaja enako. Pač se gleda tiste stroške, ki so mu res nastali. V pogodbi zaposlitve, zato ker gre za odstop od tistih običajnih določb, je pač potrebno določiti tudi razporeditev delovnega časa. Torej, ko smo govorili, na primer, da lahko teh 8 ur dela, kadarkoli si pač želi v nekem dnevu, ampak pri tem mora tudi sam delavec, če ima to možnost, pač mora spoštovati, oziroma si delo organizirati tako, da si bo zagotovil ustrezne odmore in počitke. Pač to je zelo pomembno, smo že prej videli tudi z vidika varnosti in zdravja pri delu, da so odmori in počitki delavcu zagotovljeni. Čeprav si delavec sam lahko razporeja delovni čas, pa bi svetovala, da se tudi v pogodbi pač dogovorite, v katerem, mogoče nekem časovnem intervalu, vam bo pa delavec na voljo za komunikacijo. Na primer, da se pač določi, čeprav si sam razporeja, je pa, ne vem, med 9. in 3. uro dostopen za komunikacijo z vami. Se pravi, v tem času ga lahko pokličete, pač komuniciramo, da mu pošiljate maile in od njega pač pričakujete, da se bo na te maile tudi odzival. Eno vprašanje? Okej. Glede povrnitve stroškov za elektriko in podobno si bomo ogledali v naslednjem slajdu, tako da samo sekundo. Opozorila bi rada, tale urica je narisana tukaj tudi na to, da ne glede na to, da imate delavce, ki delajo na domu, vi ste se še vedno dolžni voditi pač evidence, tudi pač dnevno evidenco delovnega časa, torej kakšno je število opravljenih ur, skupno število opravljenih delovnih ur in morebitne opravljene ure v času nadurnega dela. To je pač vaša dolžnost. Lahko pač date to obveznost delavcu, da jo vodi, ne vem, mu pripravite kakšen Excel in se vpisuje pač ure, oziroma mogoče uporabite kakšen računalniški sistem za beleženje delovnega časa. Obstaja pa tudi mnenje ministrstva z junija letos, da je sprejemljivo, da vam delavec sporoča podatke o številu dejansko opravljenih dnevnih ur le takrat, kadar je to število drugačno od 8. Tako da se pravi, vi predvidevate, da dela vsak dan 8 ur, če pa je to kako drugače, pa vam lahko tudi on sporoči, in se pač tako vodi evidenca. Včasih nekatere delodajalce lahko tudi malo strah, kaj se bo zgodilo, da bo pa delavec kar delal, pa pač bo nabiral neke nadurne dela, s tem lahko pač tudi krši pač delovna zakonodaja, kaj v tem primeru narediti. Pač v tem primeru lahko tudi v pogodbi o zaposlitvi ali pa na splošno v pravilnikih o delovnih razmerjih, če ga mogoče imate, pač določite, da v primeru povečanega obsega dela je potrebno vaše predhodno dovoljenje. In tako si pač delavec ne bo mogel sam sebi odrediti nekih viških ur, ampak boste pač bili vi tisti, ki mu jih boste odredili. Kar je pa tudi prav. Sedaj pa to zanimivost nadomestila za uporabo sredstev. Vprašanje je bilo, glede povrnitev stroškov si bomo zdaj pogledali, vmes smo dobili pa še eno vprašanje, ali se sme zahtevati bolj natančno poročanje o opravljenem delu. Časovna poročila po urah. Ja, vi lahko od delavca pač zahtevate, oziroma pač če je to v naravi dela, oziroma če pač
je to že ustaljena praksa, ali pa če tudi ni, mu lahko pač naložite tudi neko to dodatno administrativno breme, se pravi, da vam poroča po urah, da vam poroča, kaj tisti dan naredil in podobno, no. Ampak jaz bi vam svetovala, da pač pretehtate, kaj je res potrebno. Pač delo na domu je mogoče tak bolj napreden institut dela, kjer je treba imeti neko zaupanje, medsebojno zaupanje med delodajalcem in delavcem. Tako da mogoče v primeru, ko delavcu ne zaupate, ko mu pač ne zaupate, da bo opravljal delo, ampak da bo opravljal vse drugo, samo dela ne. Na dolgi rok se bo to pokazalo pri delovnih rezultatih, ampak vseeno je mogoče bolj rajši razmisliti, a je to primeren način opravljanja dela za takšnega delavca in za vas, ker bosta oba še bolj psihološko obremenjena, no. Tako da mogoče samo tak vmesnik, moj osebni komentar na tem mestu, drugače pa pač ja, lahko pač zahtevate tudi pač poročila po urah. To je pač neka obveznost, ki mu jo vi kot delodajalec pač lahko naložite za pač pregled dela, ki je bil opravljen. Nadomestilo za uporabo sredstev gre za posebnost opravljanja, dela na domu. V 70. členu ZDR smo videli, da je to pač pravica delavca in zato pač mora biti opredeljena v pogodbi o zaposlitvi. Tukaj bi mogoče vam rada še to pač pojasnila, da je to pač pravica delavca. Da to jaz ne verjamem. Mislim, da sicer prakse na to temo še nisem videla, no, ampak po mojem razumevanju, pa tudi po razumevanju nekaterih drugih pač pravnikov, je, da je to nadomestilo, ki se ga delavec ne more odreči in mu pač pripada na podlagi zakona, tako kot regresu se ne moremo odreči, na primer. Pač gre za to, da pač delavcu, ki dela doma, pač mu nastajajo nekateri stroški, tukaj pač moramo pozabiti na tisto, ne vem, na morebitne izgovore pa argumente, pač se isto pač uporablja internet, ko pa tako ali tako plačuje, ali pa uporablja telefon, ki ga tako ali tako plačuje, pač ne. Konec koncev tudi pač delodajalcem lahko, mislim, praviloma, pač ima zaradi tega, ker delavci delajo doma pač neke manjše stroške z tega vidika in ne moremo določiti, da so stroški pa kar nič. Lahko bi, na primer, če bi tako izračunali, bi bili lahko stroški 0,5 evra na dan, ampak pač stroški nastajajo in pač mimo tega ne moremo iti. Dajmo si najprej pogledati, kaj točno pomeni to nadomestilo za uporabo sredstev. Gre za torej nadomestilo za uporabo osnovnih sredstev, kot je na primer tiskalnik, računalnik, telefon. V tistem primeru seveda, ko mu jih vi kot delodajalec ne zagotavljate. Če na primer delavec dela od doma na svojem osebnem računalniku, je že potem upravičen do nadomestila za uporabo osnovnih sredstev. To nadomestilo za uporabe bomo izračunali na podlagi teh pravil o amortizaciji lahko. Potem pa v to nadomestilo spadajo tudi nadomestilo za uporabo drugih sredstev, potrebnih za opravljanje dela, kot je na primer uporaba elektrike, vode, tudi ogrevanje, tudi pač te komunalni prispevki, plačilo za internet, za telefon, tako imenovani obratovalni stroški. In zato moramo pač, ko se odločamo o tem nadomestilu, pogledati vse te vidike. Da pa pač bom vam pa predstavila zdaj še drug vidik. Zdaj smo si pogledali ta pravni vidik, torej pravica delavca do nadomestila. Zdaj si bomo pogledali pa še davčni vidik tega nadomestila v tistem primeru, ko lahko vidimo, kdaj se to nadomestilo ne všteva v davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja. To nadomestilo se ne všteva takrat, kadar je z nekim ali v pogodbi o zaposlitvi ali pa z internim aktom, torej pravilnikom, določeno, da gre za sredstva, da gre za nadomestilo za tista sredstva, ki so značilna, nujna in običajna za opravljanje določenega dela. Torej, to moramo imeti nekje predpisano. Ne všteva se v davčno osnovo to nadomestilo tudi takrat, kadar je višina zračunana na nekih realnih stroških, in dobimo v nek utemeljen, razumen znesek. Prav tako pa se nadomestilo ne všteva v davčno osnovo takrat, kadar samo do neke višine, torej imamo maksimalno višino, ko se ne všteva v davčno osnovo.
Ta višina je omejena z 5% mesečne plače delavca, a ne več kot višina 5% povprečne mesečne plače zaposlenih. To načeloma je ta 5% povprečna mesečna plača zaposlenih tisti maksimalni znesek. In če vemo, da je trenutno povprečna mesečna plača okrog 1812, če ne motim, pride ta znesek nadomestila, ki se ne všteva v davčno osnovo, okrog 90 evrov. Ampak gremo zdaj lepo po vrsti. Torej, višino nadomestila moramo najprej izračunati. To zdaj ne pomeni, da bomo mi od vsakega delavca zahtevali njegove račune za elektriko, pa kakšen računalnik ima, ali pa kakšen ima paket za telefon pa internet, ker je logično, da so pač to vse različne zadeve. In tudi, cena porabe vode, oziroma te vodne omrežnine v pač določenih delih Slovenije so različne. Zato moramo gledati nek povprečen znesek, realen znesek, ki pač ga lahko, dobimo tudi na Sursu ali pač preverimo, kakšne so povprečne cene pač različnih paketov. Tudi pakete imamo na primer čisto različne. Tako da tega višino nadomestila ne bomo zdaj računali po vsakemu delavcu, za vsakega delavca posebej, ampak bomo določili na podlagi neke povprečne, realne ocene stroškov, ki jih delavec lahko ima pri svojem delu od doma. Če pa bomo pač, in to je pač čista predpostavka, kako do tega višine pridemo, pač ni nekaj univerzalnega, univerzalne formule ni, lahko vam pa povem, da se pač višina povprečnih teh nadomestil na dan giblje tja od 1 do 3, 4, tudi 5 evrov se mi zdi, 6, pač, ko so si pač organizacije pač naračunale. Pač rekla sem, da je neobdavčeno je tistih do 90, rečemo 90 evrov na mesec. To ne mešati s tem, da je lahko to največji znesek, ki ga lahko izplačate. Ne, če boste vi ugotovili, da pač vaši delavci porabijo, pač, da je vaš delavec upravičen do nadomestila za uporabo sredstev, ne vem, v višini 5 evrov na dan, in če dela 20 delovnih dni, je to 100 evrov, njemu morate potem izplačati 100 evrov, ampak bo teh 90 evrov šlo v ta neobdavčen sklop, 10 evrov bo bil pa pač obdavčen, tudi od teh 10 evrov boste potem plačali prispevke. Tako da to sta dva različna, ta vidika. Mogoče še to, da pač to nadomestilo se tudi poroča na obrazcu REK-1, mislim, da je vrsta dohodka 1111. Rada bi pa še zraven to opozorila, da pač dejanske stroške, ki jih pa pač ima delavec, ne vem, gre v trgovino po paket papirja za tiskanje, pa na podlagi dokazil. To pomeni, da bo delavec v tem primeru ta papir kupil na račun pravne osebe, se pravi vaše organizacije, in ga potem vam predložil v povračilo stroškov. Imamo eno vprašanje. Ja, ta znesek 2 do 6 evrov predstavlja tako uporabo lastnih sredstev kot obratovanih stroškov skupaj. Da, gre za pač nek povprečen znesek nadomestila za uporabo sredstev, pri katerem izračunu upoštevamo oba vidika, se pravi uporabo lastnih sredstev in ta obratovalnih stroškov. Tako da logično je, da tisti delavci, ki uporabljajo opremo, ki ste pač vi zagotovili, predvsem računalnik ali pa ekran ali kaj takšnega, pač bojo prejemali manjše nadomestilo za uporabo sredstev kot tisti, ki pač imajo vse svoje. To so pač to zdaj te vidiki, tudi tega, kako pač, kdaj je nadomestilo za uporabo sredstev neobdavčeno. Omenila sem že, da je pač tudi iz te davčne zakonodaje izhaja, da pač mora biti to nadomestilo za uporabo lastnih sredstev pač določeno v nekem internem aktu ali v pogodbi o zaposlitvi, kjer je treba, da so določena pač neka nujna, značilna, običajna sredstva za opravljanje tega dela. To zdaj izpostavljam zato, ker se velikokrat pač pojavlja tudi vprašanje, ali je pravilnik o delu na domu pač nek akt, ki ga mora delodajalec nujno imeti. Ne, ni. Nikjer ni določeno, da morate vi kot delodajalec, da je to pač nek obvezni akt s področja delovnopravne zakonodaje.
Pač tak akt je obvezen z vidika, kot smo na primer zdaj videli, z vidika tega davčnega urejanja, ne, se pravi nekje v nekem takšnem splošnem internem aktu, če nimamo to v pogodbi o zaposlitvi določeno, pač moramo imeti to zapisano. Je pa mogoče smiselno imeti pravilnik oziroma pač nek drug in splošen interni akt, kakor pač mu boste rekli, tudi z tega vidika, ker vseh stvari, ki jih pač bi želeli urediti z delavcem, ne, glede opravljanja dela na domu, ne rabimo zapisati v pogodbi o zaposlitvi, lahko se sklicujemo tudi na pravilnik, ker je pa smiselno z vidika, ker je pravilnik bolj fleksibilen. Na primer, pravilnik je tisti, ki ga sprejmete, na primer predsednik ali pa direktor, če imate tako urejeno. Ne, se pravi, gre za nek enostranski akt, ne boste rabili soglasje delavca, če se bo kaj spreminjalo, točno do določenega delavca, ne. In zato je pač smiselno, da iz tega vidika, no, ni slabo pač določene vidike opravljanja dela na domu pač urediti v samem pravilniku, no. Kaj pa se lahko določi v pravilniku ali v sami pogodbi o zaposlitvi, vam bom pa predstavila zdajle v naslednjih 2 slajdih. Bi vam pa pri tem rada samo še enkrat pač opozorila na to, da čeprav se zdaj pogovarjamo, ne, o pogodbi o zaposlitvi v pravilniku, se pravi za neko organizacijo dela v normalnih delovnih pogojih, imejte to v mislih tudi takrat, kadar bo šlo za enostransko odreditev dela na domu. Torej gre za to, da se določi, tako smo že rekli, kaj je priporočljivo, da v katerem časovnem času bo delavec dosegljiv za komunikacijo, da kako naj vodi evidenco opravljenega dela, kako naj poroča, ali to bo, ne, ali bo to vpisal na nek skupen dokument, ali bo pač dnevno vam pošiljal to evidenco. Tudi pač to obveznost, na katero smo že opozorili, da ne pride delati v organizacijo, če bo to pač potrebno in kdaj, kako mu bomo to sporočili. Kako bomo spremljali delovne naloge, ne, to pač je bilo tudi vprašanje, ali lahko pač mu naložimo obveznost pač poročanja o opravljenem delu, lahko pač dogovorimo se o tem, ne. Tudi ta dosegljivost delavca, kako, kdaj naj bo dosegljiv, kako naj bo dosegljiv. Potem ne, lahko, če nimamo točno določeno v pogodbi o zaposlitvi, lahko iz pravilnika izhaja, kako smo se dogovorili, ne, kako se bo opravljalo delo na domu. Tudi kako naj sporoča podatke, ki so pomembni za izvajanje pač pogodbe oziroma pač samega dela, ne, predvsem, če je prišlo do bolezni, če je prišlo do poškodbe, kako naj odreagira. Omenjali smo tudi že prej pač ta potrebna delovna sredstva, katera so tista potrebna delovna sredstva, lahko tudi točno določimo, da jih bo delodajalec zagotavljal. Smiselno pa je nekaj določb nameniti tudi hranjenju občutljivih podatkov, kako naj se varno poveže, pač kako naj shranjuje osebne podatke, tudi pač doma, če delavec dela na domu s svojo osebno opremo, pač mora slediti vašim pravilom, ki jih imate zapisane za delo z osebnimi podatki. Se pravi, geslo, tudi če je pač dela na nekem računalniku, ki je družinski računalnik, pač mora poskrbeti za to, da so pač službeni dokumenti pod nekim geslom, do katerega bo lahko samo on dostopal, ne. Tudi doma ne smemo kar puščati papirje vse povprek odprtih programov in podobno. In pa seveda glede obveznosti varnega in zdravega dela od doma. Dejansko večinoma, imamo potem take stvari urejene kar v teh izjavah tveganja, pač kot obvezni splošni akt je vedno potem itak del, pač imamo v pogodbah že v zaposlitvih napovedano, da ste seznanjeni s tem, da je seznanjen s tem s pravilnikom in podobno. Tako da to so mogoče potem še tiste, tisti vidiki, na katere ne smemo pozabiti, pač ko odrejamo delo od doma. Okej, zdaj imamo že pripravljeno pogodbo o zaposlitvi, delavec bo začel delati, kaj moramo še narediti. Ja, zelo pomembno je to, da torej obvestiti moramo pa zdaj še inšpektorat za delo, da imamo delavca, ki bo začel delati od doma. Edino pravilo v zvezi s tem je, da moramo to narediti pred začetkom opravljanja dela. Torej lahko to naredimo en dan prej, lahko naredimo en teden prej, pač pomembno je, da obvestimo pred začetkom. Zaenkrat ni predpisanega obrazca za obvestilo, tako da to pač pomeni, da pač, ne vem, ali pošljemo po priporočeni pošti ali pač elektronsko sporočilo, pač kaj želimo sporočiti.
Na tej točki bi rada vam samo mogoče dala pač to informacijo, da pač 6. protikoronski ukrep, paket ukrepov za zajezitev epidemije, pač se pa ukvarja tudi s tem vidikom in je zaenkrat v tem osnutku že določeno, da se bo pač to obvestilo inšpektoratu za delo pošiljajo na podlagi nekega obrazca, tako da dejansko niti ne bo več preko elektronske pošte, ampak mislim, da je zamišljeno tako, da bo na strani ministrstva pač nek obrazec, kjer bomo izpolnili in tako poročali. No. Ampak pač, kot rečeno, to je še v osnutku, ampak dejansko menim, da bo šlo kar v tej smeri, da bom pač to pošiljala na elektronske pošte, kot smo do zdaj poznali, pač šlo v pozabo. Kaj imejte v mislih, ko boste pisali to obvestilo? Je, da pač poveste svoje podatke, da poveste podatke, ki se nanašajo na delavca, ki bo opravljal delo, torej njegovo ime, priimek, kje je lokacija dela, ki jo bo opravljal, vpišete kratko njegov opis dela, pri tem vam ni potrebno opisati celih alinej, celih njegovih nalog iz pogodbe o zaposlitvi, ampak pač, ne vem, lahko napišete delo z računalnikom, pisarniško delo ali kaj podobnega. Vpišite še oziroma navedite delovnega sredstva, ki jo bo upravljal, delovno opremo, ki jo bo upravljal, prav računalnik, telefon. In na primer to obdobje trajanja to dela, pač lahko pa tudi še delež delovnega časa. In pa zraven še morebitna tveganja delavca pri upravljanju dela na domu. Ta zadnja alineja je dodana na podlagi tega, ker je, na podlagi tega smo se mi prej pogovarjali. To obvestilo je namreč tisto obvestilo, na podlagi katerega bo inšpektor preveril, ali gre za škodljivo delo. Tako da je smiselno, da mu damo vse te podatke in potem lahko on takoj preveri, kaj in kako gre glede tega iz pogleda varnosti pri delu. Mogoče še glede tegale obdobja trajanja zaposlitve. Lahko napišete točen datum, čeprav veste, da bo naprimer, da bodo vaši delavci delali od doma samo do konca meseca, napišete 30.11. Lahko napišete do preklica oziroma do nadaljnjega. To je mogoče bolj smiselno, zaradi tega, ker to pomeni, da vam ne bo potrebno ponovno oddajati obvestila inšpektoratu, naprimer, če boste pa poslali delavca opravljati delo na domu, ne vem, potem 15. decembra. Zato, ker velja pravilo, da ko enkrat obvestite inšpektorja za delo, priporočeno po pošti ali pa na tale elektronski naslov, ki se vam je izpisal, velja. Za pač celo obdobje, za katerega ste napisali. Ne vem, če sem že poudarila, glavno pač to obvestilo se pošlje samo enkrat. Če ste vmes preklicali, tega ne obveščate, o tem ne obveščate inšpektorja. Inšpektorju kvečjemu obvestite, če bi se res kakšna grozna, večja bistvena sprememba zgodila. Takrat ga obvestite, drugače pa vam ga ni treba po tem obvestilu več ničesar pač obveščati. Tale klicajček je tukaj zato, ker je to pač res neka administrativna zadeva, pač ki jo verjamem, včasih se lahko tudi pozabi, ampak pač prinaša pa sankcijo. Predpisana je namreč globa, če tega ne naredite, od 750 do 200 evrov oziroma od 200 do 1000 evrov za manjšega delodajalca, plus zraven še globa za odgovorno osebo od 100 do 800 evrov. Tako da res nima smisla, da bi na kaj takšnega pozabili. Sploh zaradi tega, ker mogoče v spomladanskem mesecu so inšpektorji še malo gledali na eno oko, so malo zamižali, zdaj pa je bilo že toliko o tem povedanega. Gre za neko že ustaljeno obliko dela, tako da mislim, da ne bojo več odpuščali. Tudi za obvestilo inšpektorju za delo smo vam pripravili na našem e-pravniku aplikacijo, postopek, kjer si ga lahko tudi sami izdelate. Greste semle, enak princip, kot prejšnjič, kjer boste videli. Pa še takole nekako pa potem pride ven tole obvestilo. Tako.
Imam eno vprašanje. Pošljite ga, vprašanje je bilo, kaj če pošljemo obvestilo kasneje, ker prej tega nismo vedeli. Pošljite ga čim prej, naredite si pa uradni zaznamek nekje pri sebi, zakaj ste ga poslali na ta dan. Torej, da se boste, ne vem, če bo prišla morebitni nadzor, da boste imeli neke olajševalne okoliščine, lahko povedali, zakaj ste to naredili tako pozno, da niste vedeli, da je to vaša obveznost. Čeprav to je nek argument, izgovor, ki lahko da ne bo zdržal, ampak pošljite čim prej. To če ste zamudili, to ne pomeni, da ne pošljite, pošljite čim prej. Zdaj smo se prav šli prek tega postopka. Preverili smo varno delo, imamo pogodbo o zaposlitvi oziroma odredili smo delo z neko enostransko odredbo. Obvestili smo inšpektorja za delo, naši delavci lahko začnejo delati od doma. Na tem pogledu se pa tudi naša pravna posvetovalnica zaključuje. Tako da, če imate morda še kakšno vprašanje, mi lahko napišete v chat. Drugače pa še vedno velja, da vam lahko brezplačno svetujemo ob torkih med 10. in 2. uro, nas pokličete oziroma pišete naš elektronski naslov info@cnvos.si. Če ni nobenega drugega vprašanja, potem res mogoče prijazno vabljeni, da če se vam kasneje podredi, da nam pišete. Vprašanja redno objavljamo tudi na naši spletni strani www.cnvos.si, kjer imamo poseben zavihati NVO v času koronavirusa. Jaz upam, da vam je v pomoč pri spopadanju z ukrepi in načinom dela v tem času. Vas pa tudi vabim, da se nam pridružite na našem CNVOS YouTube kanalu, se naročite oziroma si pogledate tole našo spletno stran NVO v času koronavirusa. Tako da zaenkrat potem hvala za udeležbo, lepo se imejte, ostanite zdravi. Čakajte, sem se mogoče že prehmalo. Poslovila, nisem se. Ostanite zdravi in verjetno se vidimo še kaj. Adijo.